koliko prepoznavajo različne stiske in iščejo načine. Jaz sem še zmeraj gospod Ivanko iz Preske, ne vem, nisem jo videl danes, ne? Kako je ona opisovala tiste svoje telovadbe za upokojence, pa so bile pol kar 3 skupine, pa ona kar koga zahakla za pralni stroj, pa za štedilnik, pa tako. In kako se da iz upokojenske telovadbe razviti v bistvu tudi evre pol ven, a ne? Se pravi ta izmenjava, ta solidarnost, a ne? To se mi zdi tista inovacija v sferi civilne družbe. In ko si rečemo, ali je možna socialna država, še v prihodnje, jaz mislim, da je, če smo kaj po družbenem nauku cerkve, je etično, da najprej rečemo, ali je možno, da družina pomaga. In občukamo pri večini slovenskih družin, to itak že delajo. Drugo vprašanje, ali je možno, da se samo organiziramo v sferi civilne družbe in si med sabo pomagamo? Wrong. Tukaj pa pademo. In pol je šele tisto vprašanje o socialni državi. In kar pa se tiče mladih, jaz mislim, da so mladi predvsem apatični. Apatični so to kot druge generacije. Jaz ne vem, če ste opazili, jaz sem star 36 let. Moja generacija od 30 do 40. A jo kje opaste v politiki? A kje opaste zagovornike moje generacije, te X generacije? Rojene v 70. Jaz sem. Kako? Sosedo opazim, ja, ampak sosedo sem bila skupaj celo v mladinskem svetu Slovenije in tako naprej, ampak jaz ne čutam njenih, ne, ona je samo 1,80, ne, pa se je skozi večji delež mladih, no, ampak ne, v civilni družbi, da opaste zagovornike naše generacije. Skratka, kaj hočem reči, ni problemov mladih. Problem je že od tistih mladih, ko sem bil jaz mlad, se je že problem začel in se še zdaj ni rešil, kljub temu, da že plačujemo davke. In na seminarju 14 dni nazaj je prišla ena zanimiva ideja, ki je res za poigravati se v mislih, ni za več. Otroška in starševska volilna pravica. Se pravi, če jaz skrbim za svojo 3-letno pa 1,5-letno hčerko popolnoma, in sem odgovoren za 3 človeška življenja, in 1 plus 1 plus 1 človeško dostojanstvo je 3 človeška dostojanstva. Zakaj jaz za njiju do 18 leta ali pa do 14, od 14 do 18 pa recimo morava skupaj v soglasju. Zakaj jaz za njiju nimam volilne pravice? A je ona res toliko manj vredna od tistega upokojenca po človeškem dostojanstvu? Ja, res je, ne zna se sama odločati še kompetentno, sej zato se pa jaz za njo odločam, sej tudi, ker moram preživati. Skratka, ne bom rekel, da je to realno, ampak meni se zdi zabavna ideja za to poigravati se s tem, kaj bi to v družbi spremenili. A je to neka taka socialna inovacija, ki bi? Družinska pobuda, ki je to med drugim tudi ena od, to mislim, da so v tujini predlagali, ampak oni so predlagali tudi, oni so tudi zračunali, da je povprečna družina izgubila v zadnjih reformah 5%, povprečen upokojenec pa manj kot 5%. In se jim ne zdi fair, da je ta solidarnost med generacijami že zdaj le s to vlado bila kršena. To je njihov izračun, jaz tega nisem šel preveriti. In tako kot je Helena rekla, vsaka od tistih 4 rešitev v bistvu prinaša, da ena generacija nasrka. Če bomo večali davke, bo nasrkala srednja generacija. Če bomo manjšali pokojnine, bo nasrkala starejša generacija. Če bomo, in tako naprej. Zato je pomembna kombinacija vseh ukrepov, še posebej pa socialni dialog, ki ni prehiter, preveč na hitro pod pritiskom, saj vem, da se mudi, in pa, da se socialnemu dialogu, moja poklicna deformacija, priključi tudi civilni dialog. In sicer zakaj? Zato, ker se mi zdi, da delodajalci in delojemalci vidijo skozi samo evre. Sploh ne vidijo druge kvalitete življenja, drugih parametrov kakovosti življenja. Vse tisto, kar sem jaz govoril o skupini mladih mamic, tam skoraj da ni evrov. Tam je vse prostovoljno in zastonj. Ampak, če hočemo mi na ravni države delati socialne inovacije, moramo socialnemu dialogu, pa medgeneracijskemu dodati tudi civilni dialog. Se pravi, civilno družbo z področja ekologije, z področja zdravja, z področja človekovih pravic, z področja humanitarnosti, vse to civilno družbo moramo mi vključiti, da se bojo videli tudi drugi vidiki, ne pa samo denar. Hvala. Hvala za to.
razmišljanje, pa bi dala najprej ostalim, če ima kdo kakšno repliko, povedano je bilo marsikaj, preden bomo še kaj dali publiki besedo. Gospa Alenka. Ja, jaz sem mogoče prej pozabila, oziroma sem hotela tudi to povedati, da upokojenci so vedno tudi očetje, pa detki, upokojenke so mame in babice, seveda spremljajo svoje otroke, svoje vnuke, in velikrat, ko se pogovarjajo, kad se prej omenil recimo tudi na telovadbi upokojenski, se potem grejo na pijačo in se pogovarjajo o otrocih, ponavadi pa o vnukih, In tudi vsi vejo, kaj bi bilo treba narediti, vejo, kakšne probleme imajo in kaj bi bilo fajn, da bi naredili, Zato jaz vedno pravim, kako se nam moramo to zmeniti tudi na ravni države, Ker pač tisti, ki so upokojenci, imajo tudi svoje otroke in vnuke, je pa res mogoče tako, kot je rekla gospa Jožica, da včasih to pozabimo, ko smo, ali pa tisti, ki predstavljajo upokojence, mogoče tisti trenutek ne razmišljajo o svojih otrocih ali pa vnukih, Čeprav bi mislil, da sicer vsak dan razmišljajo o njih, Sej vemo, kako funkcioniramo, se srečujemo, in pogovarjamo o problemih, ki jih imamo, Potem si predstavljate eno nedeljsko kosilo, ko pridejo vsi skupaj in babica reče, da ima prenizko pokojnino, hči reče, da ima premajhno plačo, vnuk pa premalo štipendije, Mislim, za vse najbrž, se bodo vse generacije pri vsakem pogovoru ali pa nekem konsenzu morali čemu povedati, To pa ponavadi nismo pripravljeni, to je naš problem, Čeprav bi mislil, da je to zelo enostavno, ker imamo, vi imate svoje otroke in vnuke radi, oni imajo radi vas, in bi mogli biti zelo enostavno se zmeniti. Očitno ni tako enostavno. Jožica, kar, izvolite. Če zagovarjam ljudi v stiski, bom se zagovorila malo tudi mojo generacijo, normalno, in pa sodelavce Caritas. Ne bi hotela, da bi šli domov, kot da mi nismo prav nič inovativni. Prosti. Bom povedala primer bolj za hec, kot čeprav je eden izmed. Naprimer, pri Caritas smo dobili, vsi veste, ogromno riža. Pri nas smo pripravili recepte in dali tistim ljudem, ki ne vejo, kaj bi z njim. Ne reči, da ni to neka stvar. Potem, prav letos, ko je šlo Primorje v stečaj, ne vem, če ste opazili, smo dali to javno pismo delavcem Primorja, s katerim smo jih spodbudili, potolažili na razne načine. Med drugim je bil tudi ena od variant, da naj se oprimejo vsakega dela, ne lahko vzamejo eno nivo v najem ali ne vem kaj. Veste, to je tako kot Mojzes. Letos je bila v Vipavski dolini taka suša, da tudi nobena niva ne bi nič koristila. Tako da, vsaka stvar je, se pravim, smo inovativni, pa ne, pa nismo še zaključili. Tega je pred nami še veliko. Kar se pa tiče te naše starejše generacije. Jaz ne njih toliko, ker sem toliko peta v Caritas, recimo moj mož. Vsi te naši vnuki, vse te dejavnosti, vse te stvari se jih razvozi, se jih prevozi. To je vse pomoč tisti mlajše generaciji. Veste, spet bom se obrnila na mojo sosedo na Italijo. Tam dol imajo starši, ki nimajo nonotov in non in vsega tega, najete varuške, da po šoli vozijo otroke na različne dejavnosti. Tudi pri nas si nekdo to privošči. Ma zaenkrat ta starejša generacija še vse tu krpa. In mislim, da je zaradi tega mlajša generacija, to se tudi ne da v evrih, prav nič povedati. Pa ste vi vsak zase, vem, da to veste. In krpamo, tako da iz tega nastaja ta družinska solidarnost. Tako da mislim, da mlado generacijo skrbi, če nos boli zato, ker ne bomo voziti. Vse te stvari so tako prepletajo in jaz sem hvaležna tej krizi. Hvaležna na moralnem področju, ker bo marsikaj spremenila. Ko je pa spet, jaz da vem, da se malo posmejete, ko je bilo govora o Mojzesu, smo se s Heleno malo poškiljale. Odprlo res je, da so šli čez te dobri.
Ma pokriv je to slabe, upam, da nismo tu pokojenci. Hvala, gospod Dominko, še vam beseda. Jaz bi mogoče sam malo repliciram tisto, kar je bilo prej rečeno. Ko govorimo o socialni državi, mislim, da je to malo poenostavljeno razmišljanje, da je socialna država samo tista solidarnost, ki se na nivoju države dogaja. Socialna država vsebuje vse tri ravni solidarnosti in odnosov. Dejstvo je, da je bil poudarek predvsem na tistem, kar se je redistribuiralo oziroma razdeljevali na ravni države, ampak ravno ta del, te mehanizme, tu moramo narediti en korak naprej in pripeljati seveda socialno inovacijo. V tem smislu, da razmišljamo, da so seveda nekatere stvari so se tako močno spremenile, da bomo morali pripeljati solidarnost, neka druga razmerja, druge odnose, tudi na teh drugih dveh ravneh. In strinjam se, da verjetno zelo veliko nas čaka še dela ravno na tem nivoju skupnosti, na nivoju medsosedskih, medkrajevnih, raznih civilno-družbenih zgodb, sodelovanj, povezovanj, pomoči, sodelovanja, podpore, pomoči. Te zadeve so še, bom rekel, eno dost odprto področje, kjer je veliko možnosti za različne projekte in tem projektom je treba dati dihati, pustiti jih, razvijati in iskati nove možnosti. Da damo še drugi polovici dvorane možnost, ima morda kdo kakšno mnenje, komentar oziroma tudi vprašanje za naše goste. Nekam tih je na uni strani. Pa jaz malo vprašala naše goste. Ena največjih problemov se mi zdi, da je Jožica je govorila o tem, da starejši precej šparajo in tako naprej. Mislim, da imajo tudi ogromno znanj in tega. Tudi pri teh zaposlitvah, recimo, se včasih zdi, da zadržujejo mladi, pa recimo tega nimajo. Kako v bistvu bi bilo zanimivo prenašati znanja na mlajše generacije, da bi ta prehod, recimo, pri 65 bomo šli ali pa bomo šli v pokoj, kako bi recimo to obdobje med 55 do 65 recimo na novo redefinirali, da bi bili recimo v tem času starejši, ki mogoče ne morejo narediti tako recimo takih velikih efektov, recimo na področju računalništva, vseh teh inovacij tehničnih, ampak da bi lahko v tem času lažje prenaša znanje pa na to mlado generacijo ali kaj takega. Kako bi mogoče kdo od vas videl recimo kakšno novo pot, nov izziv? Jaz bi rekel, jaz sem mogoče že kdo to slišal, to sem že kar nekajkrat povedal, ampak ne vem, če veste, na čem temelji čudež korejske avtomobilske industrije, ki se je začel dogajati v 70-ih, 80-ih letih. Korejci so imeli veliko delovne sile, veliko želje vstopati v ta svet kapitala, vstopati to na enem področju, ki je bilo takrat seveda zelo uspešno, niso imeli pa znanja. In kaj so naredili? Pravzaprav eno genialno idejo. V Nemčiji, ki je imela blazno tradicijo na področju seveda izdelave avtomobilov, poznamo vse te silne znamke, so relativno hitro in zgodaj upokojevali inženirje, ki so delali na tem področju. Ljudje so šli zgodaj in tako kot je še vedno marsikje po svetu, so naenkrat presekali svojo kariero. Uspešno, intenzivno, plodovito. In Korejci so povabili nemške inženirje, poznavalce te industrije in so jih vključili v razvoj in so prišli do ene zavidljive stopnje. Korejski avtomobili imajo zdaj 7-letno garancijo, ljudje jih kupujejo po celem svetu, seveda se to ni zgodilo čez noč, ni se zgodilo samo temu, ampak šlo je za neke vrste inovacijo, eno zelo spretno in pametno potezo, ko se je eno ogromno znanje akumulirano v prejšnji generaciji, mehanike, fizike, elektrotehnike
SKD na uspešen način preneslo na eno deželno skupnost, ki je bila propulzivna, ki je bila zainteresirana, ki je bila pač razvojno naravnana. In tukaj jaz mislim, se zelo sklenjeno strinjam, da mi delamo eno ogromno napako, ko to znanje, ki se je leta in desetletja nabiralo v različnih poklicih, na različnih področjih, pravzaprav zapravljamo. Kaj vse bi lahko en star izkušen obrtnik, inženir, učitelj, zdravnik naredil, če bi imel možnost in priložnost to svoje znanje na ustrezen način prenesti na mlajšo generacijo. In mi zelo hitro včasih rečemo, dajmo nekoga upokojiti, zato da bomo odprli prostor nekemu mlademu. Res zaposlimo mladega človeka, ampak ta mlad človek bo rabil bistveno dalj časa, da bo pridobil neko znanje, ki bi mu ga lahko starejši kolega na ustrezen način relativno hitro posredoval. In te sheme prenosa znanja so nekaj, ki se pravzaprav šele zdaj uveljavlja. In družbe ugotavljajo, kako velik kapital, te razvite zahodne, Nemci so tukaj spet v prednosti, pa še do druge, kako velik kapital se zapravlja, ko ljudje prehitro in brez tega, da bi to svoje znanje prenesli na mlajše generacije, odhajajo v pokojne. Tako da tukaj je sigurno spet en ogromen področje. Seveda tega mogoče informatiki ni, je pa na drugih področjih, na različnih področjih, so različne panoge, področje, vsebine, ampak tu je spet eno veliko področje za eno socialno inovacijo, jaz mislim. Če morda nadaljujem, ravno tukaj vidim ravno tukaj razmišljamo, ko se pogovarjajo o daljši dobi aktivnega dela, da bomo pač kasneje šli v pokoj, marsikatera učiteljica, razrednega pouka, vzgojiteljice pravijo, kako bomo pa pri 65, pa pri 62 še tekle za vsemi temi otroki in tako naprej. In včasih res človek razmišlja, to je res težko, ampak če pa nekako vzamem, kot ste gospod Dominko še rekel, da to obdobje nekako v tem času prenaša znanje, pa mogoče ni v operativi, bi bila pa recimo tudi ena izmed možnosti tega podaljševanja, ne tako kritično in negativno. Se mi zdi, da je tukaj ena izmed poti. Še Alenka, potem pa tam gospa. Ja, sam na tole sem nekaj hotla. V bistvu imamo pa kar nekaj učiteljic, ki bi že lahko bile 5 let v pokoju, pa so še vedno v šoli. Jaz pravim, tisti, kar res fajn dela, po mojem prvi dan, ko ima pogoje za penzijo, gre v penzijo. Zato je včasih težko, ko gospod Štrukelj reče, da ne bodo mogli delati, zraven imamo pa ogromno učiteljic, večinoma so učiteljice, vemo, da je moških že zelo malo med učitelji, pa ostajajo v šoli. Zame je tudi tako, medgeneracijsko sodelovanje, zraven imamo pa 500 mladih učiteljic na zavodu za zaposlovanje. In tukaj bi že morala, jasno, zakaj ljudje pač ne grejo, ker ima mogoče plačo 1500, penzijo bi imele pa 900, sej človek to po eni strani tudi razume, ampak jaz sem bila v začetku septembra na enem ekonomskem forumu na Poljskem in so točno o tem govorili, v bistvu o izgubljeni generaciji, za pač to zdajšnjo generacijo, včasih tako rečemo. Čeprav je v enem tudi generacija priložnosti, je v bistvu en kup priložnosti, ki jih vi mogoče niste niti imela. Ampak tudi tam so odprli to vprašanje, gledajte, tukaj nas je recimo bilo 2/3 ali pa še več starejših, od 50, tudi 60, in to so bili ljudje iz gospodarstva, politike, šolstva, univerz in tako naprej, ki recimo, ko bi že lahko šli, tudi pri 70-ih imamo mi profesore na fakultetah, jasno, da potem en mlad človek je malo bolj inovativen, da bo šel ven, kaj pa ni tukaj počne, če se mu vedno samo podaljšuje pač za določeno dobo, 1 leto ali pa malo več, Tako da tudi tukaj bi morali, bi daj mogoče starejši. Ena moja prijateljica dela pač, je že upokojena, pa hodi
hodi še vedno v eno podjetje delati računovodstvo. In je vsa navdušena, mi to pripovedala, sem ka, ja, ampak glej, tvoja hči je pa ekonomistka in ima službe, Mislim, a se ti zdi to v redu ali kako, in takih je cel kup, Tako da, najbrž imamo še veliko za narediti, Sam še en primer sem hotela povedati, ki je šla ena naša profesorca nemščine v pokoj. Smo potem v okviru pač neke take točke vseživljenjskega učenja, smo prosili, če bi imela tečaj nemščine, in je v bistvu imela tečaj nemščine, ker pač tudi ne moreš več toliko, da bi vsak dan učil, sredo pa petek, in potem je bilo najprej ena skupina 30 ljudi, tako v glavnem upokojenci, potem so že kar mlajši, a tudi za nas, Tako da v bistvu to dela in podobno ena medicinska sestra, ki je šla v pokoj. Vsaj te osnovne stvari, merjenje pritiska, pa to v okviru društva upokojencev, še vedno dela, brezplačno, In pač tega bi lahko ogromno, To je tudi pač prenašanje znanja naprej, Da si lahko ljudje pol tudi sami pomagajo. Matej, na to temo? Ja, čisto na kratko. Mene, tudi prej si vprašala o mladih, pa sem ti mogoče mečkam dolžen ostal odgovor. Mene najbolj boli, ko je človek v mrtvem teku. Ko pa naj bojo to ali mladi, do 30 ali pa še 30 plus, ki kar nekaj čakajo, ali pa moja stara mama, zdaj že pokojna, ki je zadnjih 15 let življenja govorila, da ona pač čaka, Ja, kaj pa čakaš? Ja, čakam, In to čakanje, bolj kot to, da ne plačuje davkov, me boli to, da oseba kar čaka, ali mlada, ali pa stara. In drugo, kar me pa malo boli, je pa tisti upokojenci, ki se zavedajo, da nima smisla čakati, ampak da je treba se aktivno starati, ampak se aktivno starajo v sferi svojega prostega časa. Kako bojo oni športno, kako bojo na vikendu travco obrezvali in tako naprej, kako usmeriti to njihovo prostočasno dejavnost jim pomagati, da bojo videli smisel, ker jih bo to tudi najbrž večino bolj izpolnilo osebnostno, da bojo to usmerjali v tele skupnosti intermedijarne, v preživetje, v življenje, tako kot je tale za prvo pomoč ali pa nemščina, da se to, ki se spet ne da v evrih meriti in ker smo obsedeni z evri, pač tega ne opazimo, ampak kako, da te osebe ne bojo ne čakale, ne da se ne bojo aktivno starale samo v sferi svojega prostega časa, ampak da se bojo ali pripravljale mlade osebe z nekimi javnimi deli, ali pa tako ogromen ljudi je na področju po javnih delih tudi svojo kariero spremenilo. Videli, da jih pa nekaj drugega zanima. In zdi se mi pa prava pot ne za politiko tega ne more država, ampak kako bi to mi dosegali, ugotavljati skozi v vsakem življenjskem obdobju, kaj te veseli, pa kaj zares rad počneš in kako se ti uresničuješ. Koliko drugače videti, ne vem, nekega Imreta, ki veš, da je v službi, da sta mu osebno poslanstvo pa služba kulminirana v eno in isto. In da bo to lahko delo dokler pomel moči. Koliko drugače pa videti eno osebo, ki ima osebno poslanstvo, ga sploh ni odkril nikoli, v službi je pa on stroj in logično je, da bo čim prej nekaj delati in da bo šel pol čakati. Hvala, Matej. Jaz mislim, da se tukaj, oziroma jih je tukaj ogromen, ki ne čakajo, ker so zelo aktivni v tej svoji vlogi, pa dajem besedo, kjera gospa se javlja, aha, tukaj. Ja, jaz sem se javila prej, jaz sem se želela nadovezati na gospoda Dominkuša, ker govorimo tudi o tej agregatni ravni, kaj narediti, ker dlje časa bo treba delati in kako potem starejšo generacijo obdržati aktivno v službi. Tako, ko je gospod rekel, kaj so naredili Korejci, danes je trend mentorstva tudi zelo prisoten v teh zahodnih državah. In jaz mislim, ker so tu in poslanka in gospod, ki je direktor direktorata, ne vem, če jih na to ministrstvo paše ali ne, gre pa za to, da bi tu kazalo ene projekte, ene spodbude za en mentorski sistem in eno prestrukturiranje v zaposlenosti, v podjetjih, pač nekako najti načina, se bo to tako imenovalo, drugače imenovalo. Gre za to, da se prestrukturira
ta generacija, ki je polna izkušenj in polna znanja, ki ne zmore na računalnikih tako hitro, zmore pa štango držati kakšni mlajši, bolj zaletavi generaciji in jim povedati hold the horses, zdaj pa malo tako, a ne. In tu mislim, da je tudi ena taka raven, da se pogleda, kakšne projekte mogoče bi zaprli, ko niso toliko produktivni na tej kadrovski ravni, pa take odpreti, ki kažejo, da bi lahko starejšo generacijo dlje časa obdržali zelo uporabno in nekako motivirano in zadovoljno do 65, 67 leta, zdaj pa imamo vseeno pač. Hvala. Mogoče še kakšen komentar? Ni? Še kakšno vprašanje? Aha, tam je dol. So se pa oglasili okrajžni. No, mene pa malo motilo, ker spravno o medgeneraciji smo pa zelo malo govorili o mladih. Mene rahlo moti, imam tudi 4 otroke, ko se mladina hoče sam šolati, ne vem, magisterijem, ne vem, kako visokega položaja v izobraževanju. Starši jim, koliko smo še lahko nudili ugodnosti, da so se sami učili, praktično smo jim vse zared prinesli. Potem si želijo službo napram izobrazbe, ne govorim, kakva je pač izobrazba, pa kakve sposobnosti imajo. Verjetno, tudi na državni ravni, mogli malo omejiti, pa mene zgleda to tako grozno, da se lahko študira kar pol naših mladih, ali pa 3/4. Praktično pa nimajo zaposlitve. In pol ni čudno. Ni čudno, da so brez volje, da nimajo kaj. Jaz pravim, da bi jih že mogli od malega tudi fizično delati in jih pripravljati, da ne bodo delali samo tisto, kar jim bo všeč, ampak da bodo delali tisto, da bodo se preživeli. Verjetno bo pol ali pa mogoče še več mladih treba se sprijazniti, da ne bodo delali v pisarni na računalniku, kakorkoli je to moderno, da bodo verjetno mogli tudi še kaj druga, pa mogoče tam pokazati svojo inovativnost. Samo to, na kak način vključiti mlade, pa ta višji nivo na državi, da pač postavite eno mejo, ne da samo izobražujemo, od tega pa praktično zelo veliko ne dobimo nazaj. Hvala. Še mnenje? Aha. Kar gospa Alenka. Mogoče, jaz sem prej rekla, da imamo veliko stvari smo po mojem v izobraževalnem sistemu malo zgrešili. Mi smo v enem obdobju, se boste spomnili, si zastavili cilj, da bomo imeli čim bolj izobražene ljudi in zato ogromno denarja in sredstva namenjali v gimnazije, ob tem zelo zanemarjali poklicno šolstvo, ne vsi pač tudi niso za na gimnazijo in če tako razmišljaš, je za državo, bi rekel, najlažje, da nekdo naredi eno 3-letno ali pa 4-letno šolo in potem odpre obrt in lepo plačuje davke, že pa 21 ali pa 22. Ampak mi smo pač želeli bolj izobražene ljudi in smo potem pač ogromno vlagali v gimnazije. Tisti, ki se spomnite starih gimnazij, se je potem jasno tudi nivo malo zmanjšalo, ne tako naprej. In seveda po gimnaziji jasno, da moraš iti študirati, in vse je šlo pač na študij, potem se je študij podaljševal, ker pač spet tudi vsak ni za študirati, ampak je tako, je bila pač neka taka fama, če ne boš imel šole, ne boš dobil nobene službe. Mladi so šli študirati ekonomijo, ker bi bili vsi menedžeri, ker to se fajn sliši, fajn zasluži in je to super, ampak seveda toliko mest ni, da bi lahko vsi bili menedžeri. Ob tem smo, to je povzročili seveda v nadaljevanju cel kup enih stvari, ki jih bomo morali na novo postaviti. Naprimer, lesnih tehnikov ni več, lesarska industrija vsa, večinoma propadla, kljub temu, da smo najbolj z gozdom poraščena država.
Ampak sej, tukaj je tudi malo jasno, zakaj ne so se te stvari zgodile. To so pač bili veliki kompleksi in je bilo... So veliki trgovci hoteli to kupiti, zato da bi izzidali stanovanja, ne, ker je bilo to v enem obdobju spet zelo, bom rekla, dobičkonosna zadeva, ne, čeprav ni nobene logike, da smo v zadnjih 10-15 letih to gradili, skozi nas je 2 milijona. Zame je veliko več vredno to, ne, kljub temu, da pravimo, da otroci ostajajo doma, ampak meni se zdi, recimo jaz živim doma, mi imamo res ogromno hišo, no, to je tisto, da sto jo starša pač naredila, kupila majhno, staro in potem naredila gor. Jaz sem s sinom v spodnjem nadstropju, v srednjem sta mama, oče pa sestra z družino, na vrhu pa brat. Imamo vsak svoj vhod. Ampak jaz si ne predstavljam, ne, da ne bi živeli tako, ne, in pomagali en drugmu, ko mama kaj rabi jaz njej, ko jaz rabim čuvati otroka, ne, jasno, dobro, zdaj več nekaj star 16 let, ampak malo nazaj pa je to bilo, ne. In zame, meni se zdi, ne, včasih so tako živela, ne, sej vedno je nekdo ostal doma ali na kmetiji ali tako, ne, in je nekako tudi bil tisti, ki je potem poskrbel za starša, ne. Zdaj imamo pa tako, ne, mladi morajo čim prej od doma, ne. Sej, fajn je, da si ustvarjal familijo in svoje gospodinstvo, ne govorim, da mora doma pa mama kuhati pa prati še do ne vem kdaj, ne, normalno. Ampak zame ni s tem nič narobe, ne. Prvič so hiše, ki so se gradile pred 30 leti dovolj velike, ne, in mi smo se pač navadili na enkrat luksusa, ne. Potem pa itak vsi samo jamrajo, da niti uspejo ne pospraviti vsega, kar imajo, ne, ker vse preveliko, ne. Očetni je problem, da ima en nadstropje drug, ne. Ob tem, da vemo, da so naši starši hiše gradili, se odrekali in normalno, da ne bodo kar šli, ali pa da so se ustrašili te nove socialne zakonodaje, ko se ti država usede potem na premoženje in praktično ne moreš nič pustiti otrokom, oziroma ti lahko celo vzamejo tisto, za kar si pač se mnogo let odrekel, ni shodil na dopust in tako naprej. Evo, spet malo predolgo. Jaz se z gospod zelo strinjam, malo polemiziral z Renko. Jaz mislim, da ni nič narobe, da imamo več generacijske družine, pa hiše in tako naprej, to je super, ne? Ampak problem je seveda tam, ko starši skrbijo za otroke na način, da jih tudi preživljajo, da živijo od njih, ne, in da otroci postanejo pasivni, ne. In tukaj je en problem naše družinske politike iz preteklih let, pa tudi politike za izobraževanje, se strinjam, ne. Mi smo otrokom dali možnost šolanja in izobraževanja in to je čisto prav in v redu, ampak hkrati smo jim dali premalo odgovornosti ob tem, ne. In zato se nam je zgodilo, da otroci kar hodijo v neke programe, se vpisujejo v šole, so neuspešni, učijo se leta in leta in leta, ne vidijo izhoda, ampak vejo, vse starši bodo po zadnji fazi poskrbeli za nas, ne? Če ne bo službe, bo pa starš, ki bo zame skrbel. Ne? Te odgovornosti, ne, za lastno usodo, za življenje, ne, tega se otroci premalo zavedajo in tega smo jim premalo dali. Ne? In tukaj bi morali bistveno več narediti, ne, in recimo ta nova socialna zakonodaja, o kateri je Lenka govorila, je imela tudi eno od teh ciljev, ne. Dati seveda strani države nek prejem, dati štipendijo, ampak povedati, zakaj ga daješ in tismu, ki ga daš, tudi odgovorno za to, koga je dobil, ne. Se pravi, če dobiš štipendijo, jo dobiš zato, da boš šel v šolo, da boš to šolo dokončal v roku in da če jo ne boš dokončal, če ne boš uspešen, da boš državi, družbi, ki ti je to omogočila, ti pomagala, tudi ta dolg potem moral vrniti. Mislim, država mora zadeva vedeti. In to je zgodba in potem se bodo seveda te stvari drugač imale, drugače razumele, bo odnos drugačen in bo ta recipročnost, vzajemnost bistveno boljša. In to je seveda nekaj, kar nas čaka in kar bomo morali še spremeniti. In to je eno te zgodb, ko bomo morali te naše odnose in razmere redefinirati. Še Matej si imel na to temo? Ja, čisto na hitro bi citiral Branka Cestnika, on to tako dramatično pove. Veste, kaj je največja vzgojna pedagoška kletvica v Sloveniji? Uči se, uči, da ti ne bo treba delati. On pa pove, ne, in 50 let. To je za Branko ta aplauz
skavtki zdaj v Španiji, ne, vsaj celo leto. V 50 letih je to res bilo tako, ne? Če si se učil, ti ni bilo treba najtežjih fizičnih del delati. Danes pa ni več tako, ne? In jaz bi dodal še eno podobno kletvico pedagoško, ki so jo pa tudi moji starši meni izrekali, ne? Najprej šola, pol pa skavti, ne? Zato, ker tudi v njihovem odraščanju je bilo tako, da si od šole je bilo odvisno, ali boš drugo zaposlitev ali ne. Jaz sem svojo prvo službo dobil sam zaradi skavtov, ne zaradi šole. Res? Ne? Ker danes formalna izobrazba papir ni več toliko reden, kot to, kaj ti znaš. A ne? In tako. Ja, mogoče v tej na nekih področjih že, pa nekaterih področjih pa sam papir še velja, so še vedno, žal, Jožica je še nekaj rekla, potem bomo počasi začeli zaključevati, ker ura je čas, tudi za spanje je potrebno imeti čas, a ne? Jaz bi samo podkrepila Matejevo trditev. Mi smo imeli pred časom v Caritas enega fanta, ki ne boš popravljati računalnike in pa te stvari, te malo programe in te. En študent je bil bolje končal in je šel v Avstralijo. Po par mesecih mi pošle mail, lepo prosim, napišite mi, da sem bil kot prostovoljc pri Caritas. V Avstraliji šteje referenca za dobiti službo, da je delal kot prostovoljc. In jaz sem mu poslala in on je prevedel in vse in je rekel tako, to pomeni, da tudi na tem področju lahko mi še veliko naredimo. Ne bojo prostovoljci na kateremkoli področju mladi, dajmo jih sprejeti, pa tudi če včasih bi raje naredili sami. Se s tem strinjam? Čeprav na področju tehnike v Sloveniji to še žal ne velja, ravno pred kratkim, bom rekla, za to mojo nečakinjo, ki je precej prostovoljka na nekemičnem področju, ne, če smem temu reči, so ji rekli, da je tisto prostovoljstvo zbrišno, potem bomo pa dali na kadrovsko naprej. Tako da me je kar malo zabolelo, čeprav te, ki so mladi prostovoljci, se ob tem tudi učijo timskega dela, pa še česa, in me je kar malo zabolelo. Se je Reva res ne mogla delati v laboratorijih prostovoljno, ne? Da bi se tam izkušnje dobila, jih je pa kje druge, ampak so jih pač tako namignili, da je to malo zbrišne. Tako da bomo še veliko se učili, ne? Tudi mislim, da se moramo tudi mi kot prostovoljci Caritas tudi potruditi, da to prostovoljstvo oziroma ta naboj, da ne bomo samo čakali, tako je Matej rekel, da bomo čakali ne vem kaj, ne nekaj, ampak da bomo v bistvu aktivni in poskušali z aktivnostjo spreminjati to našo družbo. Jaz bi vsem zahvala, vem, da je še veliko vprašanj, mogoče mnen, dajmo jih ponesti v jutrišnji dan, imamo tudi take zanimive teme, kdorkoli bo šel domov, lahko ponese v domač okolje, gospa Alenka v parlament, gospod Davor Dominkuš na svoje ministrstvo, se pa vsem lepo zahvaljujem. Gospa Alenka je raj, hvala gospod Dominkuš, da ste prišli. In da ste nekako podelili ta mnenja z nami, mi pa upam, da jih bomo naprej polni energije ustvarjali. Hvala in lep večer, pa samo še sekundo, ne, malo več.